Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o ženskih hormonih. Včeraj sem bila na dogodku 500 podjetnic, tam sem imela stojnico, pač tako me je poklicalo in neverjetno sem uživala. Z mano je bila moja prijateljica Silva, tako da sva, pač res je bilo krasno. En tak dogodek, pač en minister je prišel pogledat vse skupaj. Jaz pač itak ne spremljam politike, tako da nimam pojma kdo. In pri sosednji stojnici je ena gospa imela pač psička in ta psiček je bil tako pač prijazen, na nikogar ni lajal. In dejansko, ko pride ta minister mimo, začne pes lajati. To je bil majhen psiček. In v tistem Silva ustreli pač politik, očitno je alergičen na politika. Tako da zanimivo. V glavnem vsi smo se smejali. No, v glavnem. In ženske podjetnice. Pogosto smo ženske zaradi tega, ker moramo biti pač podjetnice v moški energiji. In kaj se takrat zgodi, ko je ženska v moški energiji? O tem sem pisala v knjigi, Ko imajo moški hormoni žur, in zakaj bi tole knjigo prebrala ženska, če pa o moških hormonih. Ja, prav zaradi tega, ker ženske, ko smo v moški energiji, tvorimo moške hormone. In o tem sem bolj od zadaj pisala in v glavnem. Ženska, ki je v tej moški energiji, se ji izklapljajo ženski hormoni, in ko se izklopijo ženski hormoni, ko se ji začne proizvajati testosteron, dejansko ta testosteron povzroča sicer, da ima mišičasto telo, da ima več nižji glas, recimo, da je poraščena po delih, ki naravno ženska ni poraščena, ampak problem je, ker se začnejo proizvajati avtoimuna obolenja. In ta avtoimuna obolenja so dejansko povezana s tem, da se začne razraščati maternična sluz v notranje organe, lahko se zgodi, da postane neplodna. Zaradi tega, ker se izklapljajo ženski hormoni, dejansko lahko postane neplodna, lahko pade v prezgodnjo meno. In potem ženske rečejo, jaz sem toliko v stresu. No in ravno včeraj smo se pogovarjali pač z ženskami in pač ena gospa reče, toliko sem v stresu in zredila sem se minimalno za 20 kg zaradi stresa. No, zdaj pa, kje sem pa to pisala? In zdaj mogoče se vprašate, katera knjiga bi bila za vas, glede na to, da razmišljate, nekaj bo treba spremeniti. Zdaj, o tem stresnem hormonu sem največ pisala v knjigi, Ko imajo hormoni žur. Ker stresni hormon je povezan s tem, da se začnejo delati močna meča, maščobna obloga na hrbtu, zamaščene roke, zabuhal obraz, jahalna stegna. Dejansko naše telo začne komunicirati z nami, predvsem pa se začnemo rediti. No in stresni hormon prednostno porablja vse B vitamine, porablja C vitamin, E vitamin, porablja aminokisline in kdor občuti preveliko količino stresnega hormona oziroma da se mu sprošča, pride do tega, da pade imunski sistem, ima slabo prebavo, razdražljive reakcije, slabo spanje, nespečnost, kronično utrujenost, potreba po pomirjevalih in uspavalih in tako naprej, želodčne razjede, šumenje v ušesu. Včeraj je bila ena gospa in je prišla do mene, pač to je bil dogodek, ko sem jaz tako, wow, kako sem hvaležna, hkrati sem pa dobila toliko povratnih informacij. Ena gospa je prišla do mene, je rekla, ob priliki, ko vas bom srečala, vam moram povedati, da po dojenju sem se počutila čisto na tleh in sem vzela v roke knjigo, Ko imajo hormoni žur, in sem končno razumela, kaj se dogaja v mojem telesu in sem razumela, katerih vitaminov mi manjka. In ko sem dodala te vitamine, meni ste rešili življenje. Wow. Ja, jaz vem, čutim, da to, kar delam, blagoslavlja, razvedri, oplemeniti duha in srca ljudi. To je skrat prehod v novo dobo in verjamem, ja, da seveda dobivam čudovito božjo nadomestilo. In ena stvar,
Ker mi moramo vedeti, če smo v prevelikem stresu, nam mogoče telo sporoča, da smo na napačni poti. Potem se nam lahko začnejo dogajati nerazložljive ali poškodbe, ali pač telo nas hoče pripraviti do tega, da naredimo neko spremembo. In če veste, da se kar naprej nekaj vam dogaja, dajte se umiriti in se vprašajte, pa kaj me ta situacija uči? Mogoče je čas, da se začnete zavedati, da ste v sebi božanska bitja in da je čas narediti nekaj drugače. No pa pojdimo zdaj spet na moške hormone nazaj. Ta knjiga, Ko imajo moški hormoni žur, dejansko govori zadnje poglavje o tem, ranjena ženska, ki se boji biti ženska, je v moški energiji, zato se ji tvori preveč moškega hormona testosterona. In seveda potem govorimo o podzavestnih prepričanjih, ki jih ima ženska, ki se uči biti v ženski energiji. Recimo, moram biti kot moški. Zdaj pa, kje se zatakne? Ogromno slovenskih žensk se je pač v njihovi družini so pričakovali fanta, rodila se je deklica. Enostavno niso mogli sprejeti tega, da so dobili punčko. Zato, ker še vedno, jaz mislim, da je prisotno to, da ženska pač je manj vredno bitje. Glejte, to je 20 let nazaj, ko sem rodila ta malo hčerko, se pravi, Anja je zdaj stara 20 let, ena gospa pride do mene, ženska, in reče, joj, ste zelo žalostni, ker ste dobili tretjo pač punčko. Sem rekla, ne, zakaj? Jaz imam pač 3 zdrave otroke. Rekla je, zato, ker je punčka. Pač, jaz v tistem trenutku sem samo obstala, veste, tisto, ko ti pade čelust dol. Ampak zdaj, ko razmišljam nazaj, pač, jaz bi kar sekala okrog glave, da je tisto pa ženska, da je strezni sjaj. Ti si ženska in jemljaš na to, da ženska, če imaš pač 3 hčerke, je to nekaj slabega. Halo? A ne? Poj pa naprej, a ne? Sploh pa zdaj tiste ženske, ki se učite biti v ženski energiji in ste v tem življenju izbrale žensko telo, zaradi tega, da ozavestite, kaj pomeni biti ženska. Recimo, en od programov je biti ženska preveč boli. Ena ženska je bila pri meni enkrat na svetovanju, ena gospa, krasna gospa. In ona je pač tako ful ima mišičasto telo in telovadi in tako naprej. Njen program je, moram biti v dobri kondiciji za to, da bom rešila svojega moškega. In sem videla eno od zadnjih, se pravi verjetno zadnje življenje, v času Prve svetovne vojne, dejansko njen moški je umrl na soški fronti in ona je takrat dala za obljubo, da bo vedno v tako močni, dobri fizični pripravljenosti, da bo rešila svojega moškega. Pač tako bo, kot ne vem, če ste gledali risanko Krudovi, v glavnem tam je glavni lik te risanke je Ep je ime. V glavnem ta ženska, to dekle, je v moški energiji, ampak na koncu reši vse. Družino, očeta, fanta, vse po spisku reši. No, v glavnem, biti v ženski energiji pomeni, da s tem spodbudimo ženske hormone. Zdaj pa, kako jih spodbuditi? V glavnem, ženska vsakič, ko delamo žensko, tipična ženska dela, pač krepimo žensko energijo. Zdaj pa kaj pa narediti, če drugega ne preostane, kot da kosite travo same, da škatle nosite same, recimo jaz zdaj zase govorim, ne? Kaj pa takrat, ko enostavno morate biti v moški energiji? Glejte, če ne boste zavestno se spravljali v žensko energijo, se pravi, če delate moška dela, se morate zavestno spraviti v žensko energijo s tem, da plešete, s tem, da se razvajate, da si pripravite kopel, da tudi da sebe masirate, da se objamete. Tudi če ste samski, vi se lahko spravite v žensko energijo. Recimo, ženska energija je povezana s tem, da pojete, ženska energija je povezana s tem, da kuhate, da tudi pospravljate, da uživate v lepoti, da si pripravite šopek. In veste, veliko ljudi,
pospravljaš šele takrat, ko nekdo pride na obisk. Ampak biti v urejenem okolju pomeni, da zato pač to delaš zato, ker imaš sebe rada, ker si rada v ženski energiji. Imeti lepo okolje, imeti rože, jih imaš zato, ker razvajaš sebe, ker imaš rada urejeno okolje. Potem recimo, dodatno ženske stimuliramo to žensko energijo s tem, da imamo nošenje lepih oblačil. Tukaj ne govorimo o dragih oblačilih znamko. Govorim o oblačilih, v katerih se dobro počutimo. Damo barvo na sebe, v kateri se dobro počutimo. Nošenje lepih oblačil, striženje las, urejen videz, vse to stimulira ženske hormone. Potem naprej, ženske hormone stimulira tudi molitev, izražanje hvaležnosti, to pomeni, da lahko pišete knjigo hvaležnosti. Zakaj ste hvaležni? To je v bistvu hvaležnost, je povezana s čustvom. To ni tisto, veste, da pišeš mehansko, hvaležna sem za to, ker sem se zbudila v novo jutro, hvaležna sem za to, ker lahko popijem vodo. Ampak je čustvo. Čustvo, ki je za to hvaležnostjo. To čustvo je povezano s to, hvaležna sem, jaz vam zdaj tam imam sliko, tisto, ki sem jo naslikala za 1. maja, 8 let nazaj, ko sem se odselila, ki je v bistvu čista slika prehoda. Tukaj je slika drevo življenja in ta drevo življenja je naslikala Katarina Vidmar in te slike imam zaradi tega okrog sebe, ker večajo moj občutek radosti. Potem skrb za domače ljubljenčke. Tudi občutek krepi ženske hormone, božanje domačih ljubljenčkov. Romantika, zmenki, dotiki, ki ne namigujejo na spolnost, ampak samo dotiki. In to pomeni drobna sporočila in voščila. In kako zdaj povečati vi, ženska, pri sebi te drobne občutke zadovoljstva, ki povečajo vaš ženski hormon? Dajte povedati svojemu moškemu, da imate rada neka lepa sporočila. Jaz sem prepričana, da v nas ženskah stimulira ta občutek ženskih hormonov, ko nam nekdo reče, lepa si. In to je tako pač lepo. Jaz sem zdaj zasuta s temi lepimi občutki in sem tako hvaležna, ker veste, tukaj noter v tej knjigi sem napisala, ko imajo moški hormoni žur, hiša sreče, čakajte, bom probala najti, ampak v glavnem gre se za to, da pač ta občutek ljubezni je povezan s tem, ni povezan z denarjem. Občutek ljubezni je povezan s tem, koliko se počutiš s partnerjem sprejetega. To je ta občutek. Ni povezan v kako dragem hotelu si za počitnice. Ni povezan s tem. Povezan je s tem, kakšne občutke imaš. Ker vsi smo že občutili, da ali pa ste v družini obkroženi, z ljudmi pa se počutite sami, ampak po drugi strani si pa lahko sam in se popolnoma počutiš izpolnjenega. To so ti občutki v nas noter. Ženske hormone stimulira tudi uporaba ličil, ker se s tem sama sebi zdiš lepa. Zdaj pa moje vprašanje. A ženske hormone stimulira, zdaj to, kar je moderno, pač to, da si povečaš prsi, povečaš zadnjico, povečaš ustnice in da hodiš v fitness in telovadiš kot nora, da vidiš, da si videti mišičasta. To je zdaj, ni raziskava zadaj, ampak to je moje osebno mnenje. Moje osebno mnenje je, da nekdo, ki mora si dati povečati ustnice, dati si filarje sem, v prsa, v zadnjico, je povezan z občutkom nisem dovolj lepa in zato moram povečati. To si dati filarje sem in tako naprej. Glejte, jaz enkrat samkrat še nisem bila pri
kozmetičarki, ki bi masirala moj obraz in je predvsem, jaz se držim tega, ne dotikaj se. Veste, tako kot je tista glasba, don't touch it. Pač ne, mene se lahko dotika samo nekdo, ki me ljubi. Nihče drug. Ja, otroci, ki me imajo neizmerno radi, se lahko z njimi objemam in seveda moj partner. Ja, grem si narediti nohte zaradi tega, ker imam rada urejene nohte, pač si nalakirati s permanentnim lakom, ker pač veliko fizično delam in imam rada urejene nohte. Ampak, da bi pa šla nekam na neke injekcije, da mi nekaj filerje dajo, ne verjamem v to vrsto pomlajevanja. Verjamem pa v moč molitve. Verjamem, da bolj kot čistim svoje energetsko polje in bolj kot zaznavam svoje čustveno ozadje, bolj se gladijo moje gube. In jaz bom zdaj stara 54 let in pri 54 letih jaz se počutam mlada. A veste, da bom šla čez 6 let v penzijo? Groza. Pač tako. Jaz grem v penzijo. Neverjetno. Pač neverjetno, res neverjetno. In v glavnem glede na to, da to mladost mi lahko podaljšamo. In ta mladost je povezana z našim čustvovanjem. Ženske, večkrat imamo miline v svojem srcu, večja je naša moč. Zdaj pa poglejmo naprej, kaj se zgodi. Kako povečamo pa zdaj naprej progesteron, ki je pomemben tudi za našo žensko energijo. S sproščenim klepetanjem, s petjem v skupini, skupinsko jogo ali drugimi tečaji, v glavnem z nečem, kjer se počutimo dobro. Zdaj pa pri teh skupinskih zadevah, jaz ne govorim, da povsod, ampak v mnogih primerih se dogaja, da pridemo v neko skupino, sploh če predelujete žensko zavist, da padete vedno znova v neko skupino, kjer enostavno so prisotne ženske, ki vam enostavno ne privoščijo. In v tem primeru je prav, da se umaknete in predelate svoje kode. To so kode, ki jih imamo v svoji podzavesti. No, in potem naprej pišem prebujena ženska, ženska, ki je kraljica. Ženska, ki je kraljica, lahko postavi meje in uživa v svojem kraljestvu. Zaveda se, da je njena naloga, da meje tudi varuje. Kraljica občuti, kdaj jo neki odnos izčrpava. Ljubi se dovolj, da vsem, ki zahtevajo samo njen čas in energijo, ter nič ne dajejo v zameno, reče ne. Ljudje, ki plenijo njeno energijo, nimajo vstopa v njeno kraljestvo. In to je pomembno. Ljudje, ki plenijo tvojo sveto energijo, draga kraljica, enostavno morajo oditi iz tvojega kraljestva. Če tega ne narediš, kaj se zgodi? Postajaš stara. Pa še kaj. Ženska, ki je kraljica, se zaveda svoje vrednosti in ne pristaja na manj, kot ji pripada. Zaveda se, da je odgovorna zase in za svoje mladoletne otroke. Ženska, ki je kraljica, je z veseljem materinska. Podpira razvoj, prepoznava talente, služi življenju. Vedno se postavlja na stran pravice in resnice. Nikdar ne dovoli, da bi jo doma ali v službi zmanipuliral dvorni norček. Ženska, ki je kraljica, ni in ne more biti žrtev. Srečna je, ko je v družbi, in srečna je, ko ni nikogar ob njej. No in prav to. Dokler ima ženska, ki je ranjena v sebi, program potrebo, imam potem, da se čutim kot žrtev. Zdaj pa kako veste, da imate to kodo? Poglejte svojo mamo. Če vaša mama kar naprej jamra, kaj se mi zgodi z tega leta, pa veš, kaj je bilo to, pa sam jamranje. Verjemite mi, da imate kodo žrtve, ker ste jo prekopirali po družinskem deblu. Kako jo boste počistili? Vzeli boste v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur, in boste odprli tukaj, kjer je ranjena ženska. In boste šli kodo po kodo čistiti. Jaz vem, da je bolj enostavno poslušati videe, ampak verjemite mi, da vsega preko videov samo to, da poslušate, ne boste rešili.
dejansko se boste mogli lotiti čiščenja. Jaz zdaj pripravljam, ker zaključujem spet svojo zdaj 3-mesečno šolo, pripravljam video tečaj, ki bo dostopen v bistvu vsem, ker bom dala vse te meditacije, ki sem jih zdaj naredila v 1 letu pa pol, meditacije za čiščenje korenin družinskega debla, za čiščenje zgodnjega otroštva, za čiščenje časa, čustev, ki jih je vaša mama doživljala v času vaše nosečnosti, za čiščenje preteklih življenj. V glavnem, vse te zadeve bom dala v tečaj in dejansko si boste lahko pomagali preko tega, da se boste vzeli tečaj in boste lepo eno predavanje po eno meditacijo uporabljali in začeli čistiti svoje kode. Ker glejte, te zadeve, kar imamo zdaj za prečistiti, jaz verjamem, da se naša energija želi prečistiti, da smo v bistvu tako kot pod enim slapom in več kot se vam slabega dogaja, je tako kot neka teža, ki vas vleče dol. Vi morate prečistiti svoje energijsko polje, da lahko splavate na površje. Tako vidim. Gremo pogledati, katera boginja vas podpira ta trenutek pri vašem delu osebne rasti. Katera boginja želi, da se spravite v ravnovesje in na katero boginjo se obračajte. Marija Magdalena, brezpogojna ljubezen. Ljubite sebe, druge in vsako situacijo, ne glede na zunanjo podobo. Marija Magdalena. Sindrom Marije Magdalene. O tem sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur in ta sindrom Marije Magdalene je povezan s kodo, ki jo imamo tako močno v svoji duši zakorenjeno, da moram zadovoljevati potrebe drugih ljudi, da moram srečevati drugih ljudi, da sem odgovorna za čustva svojih staršev, da sem odgovorna za čustva drugih ljudi, da moram se skriti, potrpeti, zadovoljiti. No in v glavnem, v tej knjigi pišem, Marija Magdalena vsaki od nas tako močno hrepeni po ljubezni, da je zadovoljna, ko dobi drobtinice naklonjenosti in sprejetosti. Tako močno je žejna biti ljubljena, da je pripravljena pustiti vse za seboj in se podrediti, zaradi občutka, da nekomu pripada, se je pripravljena odpovedati svoji identiteti. Tako močno je ranjena v srčiko duše, da se ne zaveda, da če rani drugo žensko, rani sebe. Njena duša je tako močno prepojena z grenkobo in tako močno razočarana nad življenjem, da je preprosteje, da zboli za rakom, kot pa da bi spregovorila o svojih strahovih, žalosti in najglobji bolečini. In včeraj je bila tam ena gospa na tem srečanju, ena gospa, ki deluje močno v moški energiji in njen problem je, ker njen oče je ni sprejel, niti ga ne pozna, odraščala je v branjeni mami in tukaj noter ima tako hudo zamero, da enostavno mora pozdraviti svojo ranjeno dušo, če želi, da se osvobodi. In tisto, kar izraža, je jeza. Videti je jezna. Tako, kot da bi želela vzeti v roke brzo strelko in narediti drrrm. Pa smo počistili. Ampak pod to jezo je plast žalosti oziroma razočaranja. Ja, ta prva plast je žalost in potem je globoko razočaranje nad ljudmi. In to so njene kode. Ona mora to počistiti. Zdaj pa kako, koliko časa bo rabila za to, da bo to počistila, ne vem. Ampak že to, da je prišla do tam in je bila dejansko zadnja na tej stojnici, in smo se majčkeno več pogovarjali, je povezano s tem, da se uči. No pa je bila pa ena druga ženska, lepa, mlada, visoka, krasna. In ne vem, katero karto je potegnila, eno karto je potegnila, ampak tista informacija, ki je šla skozi mene, je bila, zakaj se tako trudiš pomanjšati se,
če si tako visoka, tako lepa in ti stopaš, že s tem, ko si svojo pojavo ti stopaš, zakaj hočeš biti glista, če si metulj? Vsi mi imamo krila, ampak moramo se jih naučiti šele uporabljati. In ona je rekla, jaz razumem, točno vem, kaj moram narediti. In ja, čakajte, kje imam zdaj te karte, prehod v novo dobo. Vemo še na 3 sporočila za vas. Draga dušica, ki poslušaš tole, kaj je za tebe ta trenutek pomembno, da razumeš? Ti si sonce, ki sveti ljudi in zavedaj se, da si ti žarek sprememb in dovoli, da ti pomaga nadangel Mihael. Prosi za pomoč in za zaščito in dovoli, da ti pomaga nadangel Ariel. Reci, nadangel Ariel, prosim za pomoč, nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. V glavnem, pokliči na pomoč angele, dovolite si žareti vsej svoji lepoti, predvsem pa ženske. Stopite v svojo moč. Vaša moč je vedno v milini, v sočutju, odpuščanju in nikakor ne v agresiji. Ko ste v agresiji, ste v moških hormonih in potem imate kup težav z zdravjem in tega res ne potrebujete. Kako rešite te zadeve? Pač v knjigi, v vseh teh knjigah, predvsem pa zadnja knjiga, ko imajo moški hormoni žur. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, naj se zgodi v vašem življenju. Blagoslov vsega dobrega.